Lepo pozdravljeni na pogovoru v sklopu Meseca branja, ki ga Festival Fabula vsako leto pripravlja v sodelovanju s slovenskimi založbami, knjigarnami in knjižnicami. V tem mesecu namreč v ospredje postavljamo tista dela, ki jih kot nadpovprečna oziroma izredno dobra, berljiva izpostavijo poznavalke literarnega sveta. O knjigi Maxa Porterja, Bridkost je stvar s peresi, se bomo danes pogovarjali z literarno in gledališko kritičarko, novinarko in urednico Petro Vidali. Lepo pozdravljeni. Zdravo, živjo. Ki je prav ob zaključku 52. tedna slovenske drame prejela tudi nagrado Vladimirja Kralja za kritiške in teatrološke dosežke zadnjih 2 let. Čestitke. To pa je priprava, hvala lepa. Lepo, hvala. Pa kar začniva na začetku, torej Nika Kovač, ki je izbrala to knjigo, ki je na seznam postavila to knjigo Maxa Porterja, je o knjigi zapisala takole, pa bom kar en kratek citat prebrala. Bridkost je stvar s peresi, je neverjeten prvenec, deloma novela, deloma pravljica, deloma esej o izgubi. Knjiga o smrti, izgubi, žalosti in tolažbi, ki jo najdemo v ljubezni in umetnosti, in obenem knjiga, ki dokazuje, da sta ljubezen in umetnost včasih sinonima. Kako ste, Petra, pa vi doživeli to knjigo? Kakšno je bilo vaše branje? Ja, to je Nika Kovač zelo lepo povedala, jaz bom mogoče malo bolj tako prozaična, ampak če bi res probala v čim manj stavkih povedati, zakaj se mi zdi ta knjiga tako dobra, bi rekla, da je pač iznašel Max Porter res unikaten način, kako govoriti o nečem tako neobesedljivem, pa hkrati že tisoč in tisočkrat tudi klišejsko ubesedenem, kot je neka res globoka izguba oziroma prebolevanje neke res globoke usodne izgube. Seveda vsaka dobra knjiga naredi neko univerzalno stvar, unikatno, ampak mislim, da je pa Maxu Porterju to res uspelo. Ja, nekako literarna scena to delo opisuje kot izredno nekonvencionalno, kot nekakšen unikum, ker nenazadnje gre za hibrid med poezijo, prozo, romanom in zdi se, da prav takšna forma je kot na kožo pisana, tudi sami vsebini. Ja, gotovo gre seveda za žanrski hibrid, za vrstni in zvrstni hibrid, ne. Verjetno meni se zdi tako, če rečemo poetična drama, si mogoče v Sloveniji predstavljamo nekaj drugega, recimo, da je to kratek poetični roman za več glasov, se pravi za 3 glasove, konec koncev torej v osnovi gre za zgodbo, čeprav težko govorimo o fabuli v klasičnem smislu, ampak vendarle, torej mladi družini umre mati in žena, in potem oče, ki ga kličejo oči, to imamo lik, pravzaprav dramatis persona očeta, 2 fanta, ki sta nek skupinski subjekt, čeprav kdaj spregovorita tudi sama, in pa seveda še tretji akter, ki je poseben, torej zaradi česar je verjetno zaradi katerega je ta knjiga tako posebna, Vran, neka zelo fizična in zelo abstraktna figura. In ti glasovi se ves čas izmenjujejo v nekem diskurzu, ki seveda je zelo malo realističen, ne more biti, ne, to gre za neko, konec koncev si ga oče ga prikliče oziroma si ga umisli v neki akutni fazi žalovanja, ko so vsi nekje na meji pravzaprav ne znajo ločiti med resničnim in izmišljenim svetom, in takšen je seveda ves čas tudi ta diskurs te sijajne knjige. Omenili ste Vrana, ta lik, ki pride, ki potrka na vrata te žalujoče družine. Kaj pravzaprav vse simbolizira Vran? Je Vran neka uteha, neka globoka žalost, neko kljuvanje, nek terapevt celo? Nek stavek mi je tako ostal v spominu, ko zapiše Vran: ljudje me dolgočasijo, razen v bridki žalosti. Je tukaj kakšna povezava? Ja, to je pravzaprav, kar reče, je strašno, ne. To nam pove, da ta Vran pravzaprav ni samo neka zelo pozitivna figura, pravzaprav je tudi nekdo, ki se hrani s to človeško žalostjo na nek način, ne.
to je res, tega vrana si je sijajno zmislil. Ta vran je seveda nadnaravne velikosti, neka zelo velika figura, kot si ga predstavljamo. Potrka, vstopi, to stanovanje, skratka gre za neko zelo, zelo prezentno fizično stvar, težko, črno, hkrati pa torej ta težka črna stvar pravzaprav simbolizira vso izmusljivo bogastvo pomenov, ne. Jaz sem to bom seveda prebrala, zato ker je nemogoče, lahko bi si zapomnila na pamet, ampak vendarle sijajno je, kar pravi o tem vranu, pravi, oziroma vran zase, mislim, da pravi, da je prijatelj izgovor, deux ex machina, šala, simptom, izmišljotina, privid, bergle, igrača, duh, geg, psihoanalitik in varuška. To je torej, sijajno, pravzaprav je čisto v literarnem, dramaturškem smislu uporabljen za vse, za kar ga pravzaprav potrebujejo. In je tudi tam za čisto vsako stvar, ki jo v tem procesu žalovanja in prebolevanja pravzaprav potrebujejo. Zdaj, od kod ta vran in kako, saj vemo v nekih sploh, verjetno, jaz ne vem, ampak po moje v večini kulturi vran pravzaprav nekako je povezan z smrtjo, nekje na meji med življenjem in smrtjo. Ali jo napoveduje, ali ne vem, v slovenski kulturi, pa v literaturi, seveda imamo, jaz ne vem, jaz se spomnim pač najbolj mogoče kakšnega vrana oziroma dveh vranov pri Danetu Zajcu, ki, ne vem, kako že burja gre od gora, stradež gre čez polja, kra. To so, skratka, če že ne napoveduje dobesedno ali pa priklicuje smrt, je gotovo to pravzaprav nek eksistencialni mraz, nekaj takšnega, ne. Mislim, ne vem, potem vsi vemo, če ne druga smo vsi gledali Hitchcocka, kjer so krokarji, ker mislim, da je to vrsta vranov, ampak nisem 100%, ki so ne samo napovedovalci smrti, ampak so izvrševalci na nek način, ne. To so, seveda skratka, vsi po moje poznamo te kontekste, ampak kar je pa Max Porter naredil sijajnega, je pa, da je še res vse literarne oziroma najpomembnejšega literarnega vrana vključil pravzaprav v to. To sicer ni ta krokar od Edgara Allana Poea, ampak je vran Teda Hughesa, angleškega pesnika, moderna baladna pesnitev, je šla leta 1970, ki je in seveda, kako je to naredil, da vsi vemo, zakaj gre ta oči, ki izgubi ženo in ostane sam z dvema sinovoma, je torej literaturolog, specialist za Teda Hughesa in piše, oziroma naj bi pisal v tem času, ko žaluje, knjigo o Tedu Hughesu. In seveda, pravzaprav on prikliče tega vrana, ki je njegova izmišljija in potem seveda ta tudi konec koncev, na katero pristajata tudi otroka, človek rekel, ne. Bi lahko rekli, oziroma najprej tako, ali lahko beremo knjigo Maxa Porterja, brez da bi poznali Ted Hughesovega vrana? Verjetno ja. Jaz mislim, da ja, absolutno, da ja. Mislim, verjetno nekdo, jaz nisem specialistka za Teda Hughesa in ne vem, sem šla še enkrat to pogledati, ampak mislim, da ja, seveda Britokostic res z lahkoto beremo, brez Teda Hughesa, seveda nekajkrat je omenjen in morda celo kakšna stvar, jaz sem pri sebi ugotovila, da mi je to, da sem razmišljala o Tedu Hughesu, pa seveda še bolj kot o njegovem vranu, pravzaprav v kontekstu vrana, se pravi, on je vrana napisal pod tem, ko je njegova žena oziroma bivša žena Sylvia Plath naredila samomor. On je res ostal z dvema otrokoma, ampak to je bila precej drugačna družina že pred njeno smrtjo, kot je ta v tej knjigi. Ampak verjetno to poznavanje te zgodbe pravzaprav lahko tudi malo negativno vpliva na to. Jaz sem ves čas razmišljala, na kak način je umrla ta mama, ali ima kakšno zvezo to za Sylvio Plath ali ne, skratka, mislim, da nima prav posebne zveze. Gotovo je pa seveda, mislim, vran sijajna izbira za to zgodbo oziroma za to, kar hoče povedati, pač, no, sam lik vrana.
Ko sem poslušala enega od intervjujev z avtorjem, mislim, da je rekel, da je že dolgo časa razmišljal, ne, da želi napisati zgodbo o žalovanju, o tej bratski ljubezni, in ta tretji element je iskal zelo dolgo. Nekoč nekega večera, če se ne motim, prav zres nekega vrana zagledal in takrat se mu je utelesilo vse to, kar zdaj pravite. Ja. In je potem, kot vemo, vran seveda reče, da bo ostal tako dolgo, dokler ga bodo potrebovali. No, in se odloči, da ga več ne potrebujejo takrat, ko oče končno odda, ne vem, zdaj, zadnjo verzijo, ali vsaj prvopis pravzaprav te knjige o Tedu Hughesu, zelo dobra finta, no. Nekako zaokroži ta Tedu Hughesu. Ampak, kot ste že omenili, smrt mame in žene, nekako se pa nam ne razkrije. Ne, pa tudi sem slušala en pogovor z prevajalkama, z Anjo Zak-Golob in Katjo Šaponič, in zdaj ne bom razkrila, kako je Anja videla to smrt mame v romanu, kako ne rečemo, kratkem romanu, ja. Jaz sem jo recimo videla drugače, ampak vse po moje, mislim, da celo ni tako zelo bistveno. Mislim, da je mama tukaj bistveno je pravzaprav ta kontrast med, mislim, funkcija, to je zelo tako rečeno, zelo funkcionalistično, no, ampak ta mama je predvsem izjemno, tako kot jo jaz vidim, kot jo narišajo, izjemno radoživa oseba, ne. Ni toliko neka, ne vem, bi rekli, klasična slovenska mati in skrbnica, bolj je res nekdo, ki ima neizmerno rad življenje, ki je, kot je nekoč za nekoga rekel Dušan Jovanovič, ki je zelo nadarjen za življenje. Predstavljam se kot eno tako polnokrvno žensko, ki je naredila pravzaprav hišo, ne vem, ki je skratka naredila hišo veselo, skratka, in zato je mogoče mislim, seveda vedno je smrt zelo zareže, ampak če gre za nekoga, ki je ne toliko po moje skrbnik družine, ampak kot nekdo dejansko, ki prinaša to radoživost, no, mislim, zato je stvar še bolj tragična, no. Ja, zdi se, da tudi ta mama nekako ves čas ostaja prisotna v mislih, v sanjah, v pogovorih, tudi takrat, ko slišimo oziroma začutimo to očetovo morebitno željo po nekem novem življenju, a ne? Je prisotna prav v tej življenjskosti, živosti, kot pravite. Ja, ne, se pravi, sijajen lik je, in pol tudi, očitno je bila taka, da ne vem, enkrat nekje fanta pravita, ne, da sta pravzaprav prav trudila sta se, da bi se z očija potem norčevala, da bi ga zafrkavala, skratka, pa ne zato, ker ga ne bi imela rada in bi mu hotela, ampak zato, ker je to nekaj, kar je počela mama, in sta na ta način pravzaprav, skratka, sta mu izkazovala ljubezen, njemu in njej verjetno, ne. Ja, Vran seveda, kolikor jim pač pomaga, pač preživeti to obdobje, ampak spomnite tistega mogoče proti koncu ali pa nekje na polici, ko ta je neka štorija, ko potrka demon in hoče na vsak način priti v hišo in ne uspe na nobeno finto, potem se pa seveda kot mama predstavi in potem že odhitijo otroci najbrž najprej otroka, pa potem oči po stopnicah, da bi odprla, ampak Vran to prepreči, ne, hkrati pa noče, da bi pravzaprav preveč, mislim, seveda razume, da morajo živeti z njo, da morajo v sebi predelati to bolečino, ampak hkrati noče, da bi pregloboko zdrsnili v regresijo pravzaprav, ne. Se pravi, Vran je nek simbol tudi tega, da ima vsak svojega Vrana, oziroma se prej ali slej v življenju vsi srečamo z žalovanjem in tako kot so že prej omenili, ko odžalujemo, ko spustimo, takrat tudi Vran odide, ne. In zanimivost te knjige je to, da kljub temu, da je to žalovanje tako zelo prisotno in zelo čustveno obarvano, knjiga ne zapade v neko sentimentalnost. Ja, to je res nekako biti pravzaprav, rekla, da je pretresljiv in ganljiv, ne da bi bil patetičen, ne. Mislim, če znaš to narediti, si pa res car in to uspe. Kaj ta Vran je, pravi, to razlika, recimo med tem, če bi pri nas, ne vem, verjetno nekega Vrana, ali pa to je, da je ta Vran pravzaprav zelo, da je črna figura, ampak ja, sarkastična, žaljiva, pravzaprav se tudi pri Tedu Hughesu, si ga jaz predstavljam kot nekega
modreca in izzivalca, skratka kot nekoga, ne. In ta knjiga je tako neverjetna kombinacija neke poetičnosti in sarkastičnosti, ne, in v bistvu to uravnoteži, da ne postane pravzaprav patetično nikoli, ne, da ne zdrsne čez staro, bi rekla, ne. Pa tudi s tem nekim ponavljajočim ritmom se mi zdi kot nek refren, odzvanjajo neke besede, se ponavljajo. Ja, izjemno je. Tudi seveda zelo ritmično, kot ste dobro govorili, to je res, mislim, ritmična proza, sprem na meji poezije, ne. In tudi seveda prevod je, zahteva pravzaprav delo pesnice, saj ni čudno, ne, je delo pesnice, Anje Zak-Golob in Katje Šaponič, izjemno delo, ne, mislim, sem prav razmišljala, verjetno, da je seveda bil prevod plačan kot prevod proze, ampak pravzaprav bi moral biti, kot da sta prevajali verze, čeprav v nobenem primeru pač verjetno takšne knjige ne greš prevajati zaradi honorarja, ampak zato, ker je res moraš obvladati ritem, moraš obvladati, ne vem, se pravi, poetična, absurdna knjiga z enim kupom enih navezav, medliterarnih in z neologizmi, ne vem, kako je, jaz ne morem, nisem brala v originalu, to moram povedati, tako da ne vem, kako je, ampak morali ste si izmisliti en kup enih sijajnih izrazov, ki si jih bom zapomnila, ker se Knjiga je bila izdana sicer 2015, ampak je bila prevedena zelo kmalu v skoraj 30 jezikov in tako kot ste rekli, ne, tudi mi imamo res zelo izvrsten prevod v slovenskem jeziku. Mogoče preden skleneva ta pogovor, še to žalovanje, prebolevanje, vprašanje življenja in smrti, je lahko tovrstno branje tudi terapevtsko na nek način? Ja, to se mi zdi zanimivo vprašanje, ne. Jaz bi rekla, na vprašanje, ali lahko ta knjiga pomaga torej nekomu preboleti neko podobno situacijo, da to si ne bi upala odgovoriti, ne. Ko sem zdaj razmišljala malo v kontekstu pravzaprav knjig o žalovanju, ne, veste, kaj se mi zdi skupno večini knjig o žalovanju, pa če vzamemo od, ne vem, Bronje Žakelj naše do vseh, vsi pravzaprav, tudi Max Porter, vsi govorijo o tem, da pravzaprav to, kar se ponuja kot rešitev v taki situaciji, nikoli ni rešitev, ne. Vedno pravi, recimo Max Porter pravi, vsi smo pravili, potrebuje samo čas, jaz pa sem potreboval Shakespeara, Šostakoviča, ne vem kaj, pa za otroke, vsi potrebujete čas, ali pa so potrebovali, ne vem, igrače, puščice in tako dalje. Skratka, nič, takrat se ti zdi, da mogoče nič ni prav, ali pa da ti ne more pomagati, ne vem, ali ti lahko knjiga pomaga. Mislim, s terapijo, bi jaz rekla tako, da pač je, literarna veda celo 20. stoletje izganjala vse te pojme, terapija, identifikacija, itd., bilo prepovedano govoriti o čem takem, ampak dejstvo pač je, da meni vsaka dobra knjiga mi pomaga živeti, no. Mislim, ne, ko preberem kaj lepega in dobrega, dobim veselje, mislim, do življenja, do dela in v tem smislu seveda tudi, ko prebereš Ko se je stvar s peresi, pač ti pomaga živeti, ne. Hkrati je pa to res ena taka, terapija tudi v smislu, da govori o tem, da sama knjiga govori o tem, kako ti pravzaprav literatura lahko pomaga živeti, zato ker, kot smo rekli, seveda saj ta Uran je marsikaj, pa vsak ima svojega Urana, ampak ta Uran je vendarle plod literarne izmišljije, literaturologa, je Uran Teda Hughesa, skratka, pravzaprav je neka literarna figura pomagala preživeti tej družini, tako bi rekla, no. V tem smislu, zakaj pa ne, je tudi terapevtska. Če pa ne terapevtska, pa gotovo nekako nakazuje na neko upanje, ker nenazadnje tudi sam naslov Bridkost je stvar s peresi je nekako povzet po verzu Emily Dickinson, Hope is a thing with feather, torej upanje je stvar s peresi. Tako da kaže na nek svet v konec, na neko upanje, na novo življenje. Res je, to je. Lahko še sem si prav zapisala en lep citat iz
upanje, ja, ampak hkrati pa ne pretirano, se mi zdelo sijajno. Iti naprej kot koncept je za neumne ljudi, ker vsak razumen človek ve, da je bridkost dolgoročen projekt, zavračam hitenje, bolečine, ki nam je naložena, naj noben človek ne upočasni ali pospeši ali izniči. Ja, res mojstrsko napisano in čudovito sporočilno in to je bil pravzaprav Max Porterjev prvenec, on je sicer založnik in ob takšnem uspehu prvencev je velikokrat čutiti mogoče nek pritisk, kako bo naslednja knjiga, pa še tretja, četrta, no ampak pri njemu, pri Maxu Porterju je tudi njegov drugi roman z naslovom Leni bil nominiran za Bookerja. Trenutno prevoda še nimamo v slovenščini, mogoče veste, če nas čaka kaj v kratkem. Jaz samo vem, da je prevajalski interes, nisem pa uspela zvedeti, mislim, da se še ne prevaja. Kolikor vem, pa se pa dela film, potem bomo kmalu videli. Tako da, vsaj naj bi se delal film, ja. Tako da to je, jaz upam, da ja, je pa res, ja, pa zdaj je napisal še potem eno knjigo, pa zdaj je tik pred izidom ena z naslovom Šaj, tako da bomo še brali, ne. Na gledaliških odrih se je predstavo že dalo videti, tako da če bo še film, bo res to super, da pokrije vse literarne zvrsti. Petra Vidali, res hvala lepa za ta pogovor. Enako, fajn je bilo, pa res, mislim, da je veselilo, da smo o tej res lepi knjigi govorili. Mene tudi. Hvala lepa za vse vaše misli. Hvala pa tudi vam, ki ste nas spremljali. Veliko dobrega branja vam želim. A je v redu? Lih strani 20 minut, ki smo imeli, ne? Super, ful lep govor, ravno tako pa, ja, v glavnem, res najlepša hvala. Vsi imamo tako posebno mesto za to knjigo in se mi zdi fino, da je dobila tudi en tak spletni pogovor. Ja, tako da si lahko ljudje ogledajo. Hvala, mislim, pa res lepo je bilo tudi, mislim, Nina, pa hvala, zdi se na začetku me je kar šokiralo, ker to še, mislim. Normalno, se sem videla vse novice, tako da čestitke, res, ja. Hvala. Sem videla, jaz tudi čestitke, glede imamo tudi v Drami en pogovor, tako da bojo še čestitanja na mestu. Dobro, super, hvala punci. Hvala tudi vam, Petra, in se vidimo kaj, ne? Pa se obživo, kaj vidimo, ne? Pa se bomo spoznali. Ok, v redu, čau, adijo, čau. Katja, čau, se slišimo, ne? Se slišimo, adijo. Adijo, čau.